Obstaja ena izjemno zanimiva zgodba, ki jo moram deliti z vami. Pred dnevom sem bil skupaj z enim klientom iz tujine, preko oceanske, in je rekel, pred letom si mi rekel, da te ljudje v tej afriški državi, ki ima svojo podružnico, ne bodo uspeli, ne bodo naredili posla. Sem rekel, ne, tega nisem jaz rekel. Rekel sem, da nimajo attitude, nimajo odnosa, da bi naredili pameten posel. No in seveda on je vse pretege se potrudil, da bo dokazal, kar je dobro, konzultantu, da se je zmotil. No in tukaj ne gre za zmago, seveda je zmaga lahko samo od klienta, ne more biti od nikogar drugega, no? Ampak je rekel si, da ne bodo uspeli. Sem rekel, tega nisem rekel sem, da niso pripadni, da se ne lotujejo posla pravilno. In je rekel, veš, ampak vsi so kar naredili, ne? Sem rekel, okej, sem vesel zate, da so naredili. Je rekel, res je, so si pa izplačali provizijo za posel, kateri ni plačan. Pa so ga naredili v tej afriški državi, ker izterjava je nemogoča. Sem rekel, evo, nič to v tem, mi znamo vsi dati, treba je prodati. Prodati pa pomeni denar na računu in zadovoljstvo vseh. Oni pa ne, da so samo, oni so dali, se pravi prodali in ne dobili plačano, in na koncu so si iz sredstev firme še svoje provizije za uspeh izplačali. Se pravi, dvakrat izgubljeno. Prvič izgubljeno zaradi denar od robe in ta drugič še provizije dodatno. Se pravi, pazi, s kom delaš. Mora imeti podobne vrednote, mora imeti podobne želje in kmalu ugotoviš človek, ali se tebi on prodaja ali pa ima strasti. Jaz sem v prejšnji krizi 2008-2009 se blazno boril in smo uspeli obdržati nek promet pred krizo, med krizo na tujih trgih. Ampak vem, da je bilo ogromno energije, ogromno kilometrov, ogromno neprespanih noči vloženo v to, da smo lahko to naredili. Danes, ko sem že malo starejši, bi se vprašal, ali ima smisel ali pa bolj razmisliti, kaj početi boljšega. Ampak takrat mi je bil izziv in ko jaz srečam človeka, ki je na tem nivoju, te energiji, tega izziva, vem, da bo uspel. Ampak ne na tak način, da bo dobil provizijo, pa ne bo plačana naša storitev ali pa roba. Tako, ena izkušnja za tiste, ki se res trudite. Trudite se naprej.